Z novim letom so se začele priprave na majske volitve poslancev Evropskega parlamenta. Politične stranke že snujejo programe za naslednjo 5-letno obdobje, ki jih bodo v predvolilnih tednih predstavljali njihovi kandidati za poslance. Med slednjimi bo tudi dozdajšnja europoslanka doktorica Romana Jordan, s katero smo se v daljšem pogovoru dotaknili uspehov v stekajočem se mandatu in izzivov, ki čakajo Slovenijo kot članico Evropske unije. Doktorica Romana Jordan, slovenska poslanka v Evropskem parlamentu. Letos se bližajo volitve, tudi v Evropski parlament javnost jih že težko pričakuje. Kako se pri vas pripravljate na te volitve? V Slovenski demokratski stranki smo že sredi preteklega leta začeli z evidentiranjem kandidatov. Konec leta smo ga zaključili, no sedaj bomo pa pogledali kandidature in se odločili za najboljše kandidate in kandidatke, tako da bo naša lista, kot že dvakrat doslej, pričakujem spet zelo, zelo močna in konkurenčna in si želim seveda, da bi stranka na teh volitvah zmagala. Sicer pa v okviru Evropske ljudske stranke, kjer delujemo na evropskem nivoju, pripravljamo program, ker si tudi kot evropska skupina želimo nastopiti močno in pokazati ljudem, da smo tisti politiki, ki smo doslej usmerjali evropsko politiko in da jo želimo še naprej odgovorno, seveda je pa zato treba pripraviti dovolj jasen program, da ga bodo ljudje razumeli. Predvsem se mi zdi pa pomembno to, da se bomo v tem obdobju veliko več pogovarjali o evropskih politikah in upam, da bomo uspeli tudi ljudem prenesti te informacije, kako konkretno smo s svojim odločanjem vplivali na njihova življenja. Takih primerov je namreč kar veliko. No, ena stvar, ki je letos oziroma ob koncu preteklega leta pretresla Slovenijo in pa občine, je tudi ta nesrečni nepremičninski davek. Kakšno je morda vaše stališče, ki bi se morda ta davek dal ne zaobiti, ampak nekako pripraviti ljudi bolj na ta davek? No, to je res slovenska politika, kjer sicer nimam pristojnosti, ampak seveda pa osebno pa spremljam natančno, kaj se tu v Sloveniji dogaja in če ta trg ni bil doslej obremenjen, če je bil neenakomerno obremenjen, je seveda treba to urediti in tudi evropska usmeritev je nekako taka, da naj se gredo davčne obremenitve v smeri razbremenitve dela in obremenitve kapitala. Vendar pa so na ta zakon vložene ustavne presoje, tako Slovenske demokratske stranke, Slovenske ljudske stranke, kot tudi skupnosti občin in že to dovolj pove o tem, da je verjetno ta stvar zelo sporna. No, jaz sem spremljala in mislim, da je tu tisto, kar me skrbi, predvsem davčne stopnje, ki so izredno velike, pa tudi neenakomerna obremenitev med podeželjem, med mesti. Ljudje potem me skrbi tudi to, da se ljudje niti ne morejo zares pritožiti nad vrednostjo nepremičnine, da jo pač nekdo določi, čeprav imajo recimo pogodbe doma, da so stanovanja kupili za nižjo vrednost, bolj se obremeni tiste, ki nekaj ustvarjajo, to so kmetje in podjetniki in to je res zaskrbljujoče. Mi smo že zdaj v svetovnem merilu država, ki zelo davčno obremenjuje tako posameznika, kot delo, kot tudi podjetnike. In v tem kriznem času bi morali razmišljati o tem, kako davčno razbremeniti tiste, ki ustvarjajo. In tudi politika in priporočilo Evrope je, ja, obremeniti kapital, vendar razbremeniti delo. Mi pa hkrati nismo nič razbremenili. In kar me še bolj skrbi je to, da se očitno seveda načrtuje, da se bo zaradi tega nabralo več proračunskega denarja, ampak mi nismo nikjer slišali nič o tem, kam naj bi ta denar šel. Če se bo samo zgubil v neki veliki proračunski luknji, bo to zelo slabo, ker se hkrati z večjimi davčnimi obremenitvami država še sporedno spet zadolžuje in na tak način jaz ne vidim rešitve. No, vi kot slovenska poslanka v Evropskem parlamentu imate eno redkih prednosti, da lahko našo državo pogledate od zunaj. Ja, to je res in če jo gledam od zunaj, bi rekla, da mi moramo predvsem nehati govoriti in začeti delati. Samo razprave in pa samo pisanje strategij nas ne bo rešilo. Mi strategij imamo dovolj, verjetno nam kje manjka akcijski načrt, predvsem moramo pa začeti ukrepati. Poglejte, evropske države, ki so v glavnem vse ukrepale pred nami, že manj čutijo krizo, še boljše
najboljše bo v letošnjem letu, potem naslednje leto. Pravzaprav samo Ciper in Slovenija sta tisti državi, ki je še napovedan padec gospodarske rasti. Vse druge države, vključno z Grčijo in vključno s Španijo, imajo že večje zaupanje na finančnih trgih in Španija je že začela tudi na evropskem nivoju razpravo o tem, kako bo izstopila iz mehanizma pomoči. Irska je že izstopila iz mehanizma pomoči, oni imajo že prirastek oziroma večanje števila novih delovnih mest. Mi moramo začeti delati in mi moramo začeti delati tudi na svoji verodostojnosti. Se pravi, tisto, kar obljubimo, se moramo zavedati, da moramo tudi izpolnjevati. Recimo, sama sem naletela na primer, ko zdaj še sprejemamo eno od direktiv z energetskega področja, kjer so mi strokovnjaki iz Slovenije dejali, določeni, ne vsi, se lahko sprejmemo, kar želimo, Slovenija lahko podpre kakršnokoli besedilo, naj se drugi kregajo za besede. Mislim, da je to izredno neodgovorno od nas. Slovenija mora imeti svoje jasno stališče in Slovenija se mora zavedati, da tisto, za kar se zavzema, da tisto bo morala tudi potem, ko bo sprejeto, izpolnjevati. Mi smo recimo bili med državami, ki so se zavzemale za najstrožjo okoljsko zakonodajo. Zdaj pa komisija odpira nove in nove primere v zvezi s Slovenijo, ko ne izpolnjujemo zakonodaje. Pravkar je bilo spet vloženo na Evropsko sodišče predlog glede neizpolnjevanja zakonodaje v zvezi z odpadki. To je zaskrbljujoče. Torej bi se mogla Slovenija bolj aktivno vključiti v te zadeve? Aktivni smo, ne bi rekla, da nismo aktivni, bolj bi rekla, da se moramo vključiti v te zadeve z zavedanjem, da bomo morali stvari in politike tudi izpolnjevati. Pripeljati do konca. Verodostojnosti nam manjka. No, vi ste pred kratkim sodelovali na forumu Mladi in njihova prihodnost v Evropski uniji v Ljutomeru. Izhodiščna točka je bila bližajoča se 10. obletnica slovenskega članstva v Evropski uniji. Komentirali ste tudi aktualne gospodarske in ekonomske probleme Unije ter probleme in priložnosti na področju energetike znanja. Predvsem pa je verjetno prav težava prihodnosti mladih tukaj v Sloveniji. Ja, o mladih smo se veliko pogovarjali in poleg Ljutomera sem imela kar nekaj obiskov že v tem mesecu. Mladi so izredno aktivni, želijo si več takih pogovorov in veseli me, da razumevajo politiko verjetno nekoliko drugače kot naša generacija. Oni se že zavedajo, da politika vpliva na njihova življenja, če pa še ne vedo, kako, pa to sprašujejo in to je dobro. No, seveda pa so v nezavidljivi situaciji tu v Sloveniji, kajti delovnih mest za njih je premalo. Nažalost je Slovenija tista evropska država, kjer se je nezaposlenost med mladimi v preteklem letu najbolj povečala v Evropski uniji. Nažalost je Slovenija tista evropska država, ki je v preteklem letu najbolj povečala nezaposlenost med mladimi. Tu moramo predvsem delovati na dva načina, na ta način, da seveda mlade spodbudimo, da so ustvarjalni, odgovorni, da si poskušajo poiskati tudi sami zaposlitev, da iščejo podjetniške priložnosti, da že takrat, ko se odločajo glede študija, glede srednje šole, da pogledajo tudi, kakšne so potrebe na trgu dela. Po drugi strani je pa odgovornost tudi na nas, kajti v Sloveniji imamo izobraževalni sistem, ki ne odgovarja na družbene potrebe, imamo izobraževalni sistem, ki ne odgovarja na potrebe gospodarstva in to seveda potem ni dobro. Mi z javnim denarjem financiramo izobraževalni sistem, ki potem ustvarja ljudi, kadre, ki ne morejo najti službe. Po drugi strani imamo pa gospodarstvenike in podjetnike, ki javno povedo, da določenih poklicev ne morejo dobiti. Tako da je tudi naloga nas odraslih, da seveda naredimo okolje, ki bo naše mlade ljudi naredilo bolj konkurenčne na trgu dela. Ker oni so zdaj pred velikim izzivom, oni morajo biti konkurenčni na celotnem evropskem trgu delovne sile, ne samo v Sloveniji. No, vi ste nekoč komentirali, da v Sloveniji nimamo verodostojne energetske politike. Ja, to sem res dejala in še danes mislim, da je tako. Večkrat nam ljudje v Sloveniji očitajo, da recimo lobisti na evropskem nivoju izredno močno delujejo, ampak ljudje v Sloveniji to zvedo, ker je ta njihova dejavnost precej transparentna. V Sloveniji so pa lobiji verjetno bistveno manj transparentni, hkrati pa
močnejši, predvsem na področju energetike bi tako rekla, ker se mi zdi, da so lobiji tako močni, da pravzaprav katerakoli politična opcija je na oblasti, energetika pač gre v določeno smer. In tudi če formalno pogledate nacionalni energetski program, mislim, da imamo zdaj še tistega iz zgodnjih let, tam 2000 in še nekaj, in že takrat mislim, da ko je nastal, je bil zastarel. Nujno bi potrebovali res ta strateški pristop k energetiki, da se določi nacionalni energetski program, potem na osnovi tega seveda se pripravlja zakonodaja in vse drugo, kar sledi, do vključno subvencij recimo za obnovljive vire energije. Zaradi tega, ker to ni tako, ker ni strateškega pristopa, ker ni načrtnega pristopa, se nam pa potem zgodijo projekti, kot je recimo TEŠ6. Mi se vam zahvaljujemo za vsa pojasnila, želimo vam, vaši stranki, veliko uspeha na prihajajočih volitvah, tudi veliko uspeha na področju Evropskega parlamenta in definitivno upamo, da se še kdaj srečamo. Hvala lepa.